prišli smo na novo raven. In to pomeni, da ko pridemo v studio, da pritisnemo tipko on in vse dela. In se streljimo v vesolje kot Tesla. Dame in gospodje, dobrodošli na UF podcastu. Zdaj pa dost v gostih. Gremo malo men, gremo malo fifce. Mi natančno delamo podcast 8 mesecev, kar pomeni pol leta pa 2 meseca skup. Zato pa danes z nami v studiu 33, DJ, producent, poslovnež, MC in oče. Človek, ki sije in sije, ter MC-om kreira vizije. Z nami na podcastu naš 14. Sani San. Jaz bi po moje prav mogel biti MC, glede na to, kakšne delam najave zadnje čase. Res, vsaka čast. Kje si, Sani, lepota moja, bo stari? Kako si? Evo, super, greš. Dobro, prej si mi omenil film Junkie. Je Junkie. Dej gre, kuj povedati. Tle imaš kar enih artefaktov hudih. A ne? Ja. A veš, jaz sem bolj temu spodnemu podoben, ti pa moje bolj zgoren manj. Tisti, ki ne veste, zakaj se gre, film od Tupaka, Junkie, in jaz sem dobil to zadaril in je hudo, dakle krasito v studiu. Glej, zdaj za božiček mi to pa niso. Dej mi Sani sam povej, kdaj si bil, jaz vsakega gosta mojega vprašam eno vprašanje, kdaj bil nazadnje v Kranu? Veš, da ne vem sploh, kdaj sem nazaj. Na poslovnem sestanku sem bil. Ja. Na poslovnem sestanku? Na poslovnem sestanku sem bil. A se spomniš, ko smo včasih imeli v Kranju tiste evente? Zbil ti na eventih, a ne? Spomnim se dosta eventov, ja. Na različnih placih, a ne. Pač mene ste dosti klicali na bazen, ko ste imeli kakšen jam. Crazy. To je. To so bili hudi časi. Pa klicali Train Station. Train Station, tako je. Tako. Tam smo bili, meni se zdi, da z Nemirjem in z ekipo z Velenčani sem DJ-ju. Imel sem mnogo poškodovano, tako da sem DJ. A nismo še enkrat roko? Ne, takrat sem imel mnogo in sem DJ-ju 6 ur na eni nogi. To se spomnim. Spomnim se, da sem videl sedela na zvočniku gor. To se prav spomnim, ker je bilo že proti koncu in so se nekaj pogovarjali. Jaz se te spomnim iz bazena, iz tam. Vlada še iz nekje, kaj spomnim izbil. Nekako sem tebe zmeru spominil na tej eventih. Jaz v tebe, ja. In tebe in še vas 15 dni in zihar. Takrat sem vas imel vse malo za skrb, za celoto, ker vas je bilo toliko naenkrat, ko sem prišel. Ja, vse načeloma smo bili Kranjčani skozi skrpa, veš. Dobri ste bili, tak gang, čutil se je ta ulica vibe. Komu ti nisi bil DJ, stari? Komu ti nisi bil DJ? Realno, kakor vem, si veliko zmirigal tam nastopil, tudi z General Vujam. Mam prav, ne? Ja, bil sem DJ. Komu pa danes rola, Sani San? Mislim, danes sem Benmu, ne smemo več rolati in Benmu, tako da nazadnje, ko sem rolil, je bil ta stream, če se ne motim. Pa ta prvo karanteno sem rolil v Smoky Mardeljanu, ko je prišel v meni in smo imeli stream live in tako. Potem pa zdaj v polet v Urban Roofu, kjer imam tudi studio zdaj, in tam je skatepark v Ljubljani, indoor in outdoor neki malo. In je bilo odprtje mini rampa, tako da smo klicali Merik Sigeta, imeli smo freestyle battle in jaz sem DJ-ju in tako. Urban Roof. Tako da jaz tako po potrebi DJ-jem, zdaj če kdo pokliče. Mislim, če je sploh treba, pa sploh, če je meni tudi zdaj interes, ker sem fater, pa imamo manj časa, da grem zdaj vsako lukno, tako kot včasih, ker sem šel po celemu Balkanu, vse Metelkove. Enkrat si napisal eno objavo. Zdaj si me spomnil, ta trenutek, ko si to rekel, da si eno v bistvu objavo napisal točno to, da si se nekako odločil, da ne boš več DJ-jev, ne? Časa. Ja, v bistvu odločil sem se, da bom začel malo drugače živeti nasploh, zato ker sem mogel, ker sem odrasel, šel sem čez 30, tako da sem mogel narediti spremembe v življenju in to je najbolj tako, da se odmakneš in da poveš ljudem, da te ne kliče, ker še zmer kliče. Moraš biti vsem na razpolago, jaz te tle čist čutam, ker vem, ker sem na podobni situaciji kot ti. Ja, in da se folk navad, da si ti tam, in da se tudi jaz sem navadil, meni je bilo zelo težko iti v drug level življenja, ampak mi je rad nekako. In takoj, ko sem to napisal,
nisem nehal DJ. Zato, ker sem začel takoj klicati v Stockholmu, Amsterdamu, se pravi, takoj, ker sem skensil to slovensko sceno, kjer sem živel full dolg hip-hop sceni in ostale elektronske muzike, DJ-anje nasploh. Tako so se mi odpirati začela nova vrata. Ne. Pa sem rekel, ok, grem saj pogledat, kaj je v Berlinu, grem pogledat, kaj v Amsterdamu, grem pogledat, kaj v Zürichu, če že kličejo. Ne. Tako da ja, in tako sem začel rastati v producenta v bistvu, ne več toliko beatmakerja, DJ-ja, raperja, ampak producinga, ne, da ti veš celoto, ne. Kako zapakirati komad. Kako nastane v bistvu neka stvar. Ja, kako narediti komad in kam dati ta komad, pol tudi, kaj je komad narejen. Vse to skup, producer ve neko zgodbo. A to je v bistvu zdaj najbolj ta ogenj, ti je to, da v bistvu nekako najdeš nekega talenta oziroma kakor tok nekoga in narediš celo to zgodbo, ta branding nekako, ali kako? Pa nekako niti ni zdi to moj ogenj, bolj počas se mi zdi, da grem v to z leti. Zdaj se še zmer spontano to dogaja, zelo naravno. Ker, ne vem, ni toliko na razpolago, da bi zdaj full iskal, se mi zdi. Ne, se vem, se ni zdaj pa ti scout, ampak tako, ne vem, da ti je to me full veseli, da dobim kakšnega mlajšega talenta, s katerim lahko delam. To mi je čisto hudo. Recimo Vuki Vuk, zdaj sem opazil, pa on je že kar dosti poznan, recimo, ampak sem opazil zadnjo stvar, ki ste naredila in je res to, ne? In sem nekaj začutil to povezavo, ne? Ja, rečemo to, Vuki Vuk, pa Vasko, pa Aco iz Trnovega, jaz sem živel včasih v Trnovu, tudi živel sem posod, vsega bilo, skozi smo se selili. Tako da, parkrat sem jih videl, da repajo neki, oni so pa mlajši od mene in jaz sem glih kupil prvi mic, prve služke in se hotel učiti snemati to tehnično stran in sem jim rekel, pejte go repat in res, ja, in pa sem jih snemal in sem se jaz učil snemati, oni so se poučili repati, ker jaz sem bil vsem že malo ulaufan, imeli smo v reki crew, balans crew, tam smo imeli skate sceno, šel sem že malo tako, malo smo že bili deep in rap game, kako si like deep v Sloveniji. Lahko si full. Kako si ratov ti Sunny Sun? Odkje ta ime? Pa zakaj? Pa v bistvu takrat, v bistvu moje ime se kar nekrat, meaning se mi je kar menil, bi rekel, se je dodajal ali nekako tako. Mogoče zato, ker mi ni bilo všeč, nekako, I don't know, nekako Sunny Sun je bilo, ni bilo toliko agresivno, ful je bilo tako sončno, dvojno sončno. Zakaj sem si dal ime? Jaz sem pač iz Hrvaške, sem živel iz Rijeke in Opatije in pol sem. In tukaj sem se začel na šolskem igrišču uforavati v Slovenijo in tam sem spoznal frenda, s katerim sem skozi basket igral Pero Dinero in on je v bistvu imel kar zakladnico, še pred internetom je on že imel zakladnico doma, CD-jev, kaset, VHS, NBA tekme, MTV Raps, Supreme, Viva 2 oddaje, on je to vse imel posnet, stari. In mi smo to skozi gledali. Sede, jovo na novo. Ja, in hitro sem jaz iz unga roka, ker prej mi je bil full rock všeč na Hrvaškem, ker sem bil tam malo zaradi mame. Pa sem hitro videl ta hip-hop, mi je full zadogajal, ker je bilo vse not, i rock, i uno, in vse je bilo enkrat. In tako, in to je to. In potem sem začel full hip-hop poslušati in smo dosti hitro začel repati, ker sem imel tudi svojo, on je bil malo starejši, tako da jaz sem imel še svojo generacijo in smo bili nek flame crew in smo hoteli repati. To je takrat Golden Era nekako. Ja, to je tam okoli 2000. 2000, no sej, tako je. Ja, tam nekje je, ja. Kaj sem 97 prišel, 6 in pa 2000 se začel meni, da sem začel pisati teksti, uno in to. In pol Sunny mi je ime, se una na Y, ker pomeni uno sončno in v bistvu je Bob Hebb naredil komad Sunny, kjer ga so vsi Boney M usilovali, 1000 priredbi. A to je ta Sunny? Ja, yesterday my life was filled. The dark days are gone and
Ja, se mi zdelo, da si tam. Ja, in to me je mama dala po Sani ime, ona je pa Biserka. A veš, Biserka je pa Biserka Valentanič, pevka jugoslovanska, ki je pa pela Sani priredbo v jugoslovanščini in ona je skozi poslušala Sani od Bisere Valentanič, ne. Hudo, vidiš. Kaj je njena mat poslušala in tako sem izratil Sani, ne. Drug san sem dal pa zato, ful sem se, v štartu mi je bil nas čist hud. In če nas obrneš v nazaj, je san, ne. In pa mi je bilo san, plus bil je še en, v Rijeki smo repali skup. Ker jaz sem repal, preden sem imel ime, valjda. Ni bilo tako, zdaj si bom dobil ime, zdaj bom repal. Jaz sem pač repal. Pa kao, zdaj rabam ime, kao zdaj. In dol, jaz sem posod haru, po vseh, vsi vejo, ko so pred bloki bili oni dnevi, iz kjerih kvartov, Ljubljana, Rijeka, jaz sem tam bil in repal. Posod sem hotel iti in repati in tako, kada sem iskal to uličnost in vojno neko. Ena tvoja stran je tudi sirijska stran, ne? Ja, fotar je Siric, mama je pa Hrvatica. Da mi povej, a si kdaj bil v Siriji? Bil sem v Siriji 4-krat v življenju, 5-krat, tako, na razmake. Imaš sorodnike dol? Ja, imam veliko sorodnikov, tako da... A si kdaj razmišljal o njihovi sceni, hip-hop sceni? Ful sem razmišljal. A veš, ful je folka pričakoval, da bom jaz začel repati aktivističen rap za Arabijo. A veš, meni je bilo to ful klišejsko, ful sem hotel biti del. Vskle. Ne pa kot jaz zdaj repam. Nekao outsider. Jaz zdaj repam za njih, a kle sem že skozi, a veš, nekako mi ni šlo to, da jaz zdaj predstavim. Bolj mi je bilo šlo, mi smo vsi eno, če že, ala Bob Marley, kakor v Siriji, a veš, da bom zdaj ful si naredil imidž. Ja, razumem, kaj hočeš povedati. Bolj smo šli, če že, bolj smo takrat živeli ta hardcore rap, Terrorist Squad, ne vem, bolj smo se na to furali, da bi jaz zdaj bil politik rap, ne vem. Bolj smo bili hud rap, street rap, kakor politika, ne. Čeprav, jaz sem zmeraj šel globje v teh stihih, iz reggae muzike vadil te Babilone, veš, kaj je to povezan s temi Sumerci, ki so živeli na področju Sirije in tako. Raj sem je to mističnost nekako, kakor pa straight up, da bi zdaj naštevu jebeš... Ameriko neki te. Ja, in tudi to sem že počel, videl sem, da ne bi šel v to smer, da sem jaz zdaj nek heroj za Sirijo. A kaj pa scena v Siriji, se pravi repari, sirski repari? Ja, meni je bila želja, da nazadnje, ne nazadnje, še prednazadnje, bil sem star glih ene 16, bi rekel, imel sem fubu hlače, kitke, nazaj, a veš, in jaz prijem v Damask. In cel Damask me gleda, kva je ta zdaj? Tam te gledajo, tam ne smeš, moški ne smejo furati kratke hlače, la furaš, sam pot te cel mes gleda, furaš. Ko imajo take navade. Ja. In vsi me gledajo, veš, in takrat sem šel, prav spomnim, grem v trgovino, hip-hop, pa oni, pa oni Michael Jackson, Britney Spears, karkoli ameriškega so mi vadili kot hip-hop. Sem poznam pa najdu v DMX-e, v Wu-Tang, vse živo tam v teh pirat shopih v Bosni. Ja, ko imaš CD, razumem. Ki si imel une fake. Ampak pol kasneje, ko sem pa prišel, ko sem bil že malo odrasel, to je bilo glihane let 2 pred vojno, zdaj to, ko se še zmer dogaja, žal, sem v bistvu že iskal malo globje stvari, tako da sem si rekel naslednjič, ko grem v Sirijo, bom iskal vinilke, ker jaz sem beatmaker in crate digger pomeni, da iščeš določene groove, zaklade groovov in jih posemplaš in narediš nekaj čarobnega iz tega in plus oživiš neko staro muziko, na katero je ves folk pozabil. Tako da, to sem z jugoslovanskimi komadi, v bistvu večina komadov, ki jih slišaš, je iz neke iz Jugoslavije, mađarske sampli, ki iščem na vinilkah in probam to nekako flipant in delam nek kolaž iz tega. Tako da zvočni kolaž sem hotel delati v Siriji tudi, in iskati nek
sirijski jazz. Jaz nimam, avtohtono neko stvar. ja, ampak jaz nimam rad klasičnih tok stvari. Nimam rad klasičen rock, nimam rad klasičen rap, nimam rad klasičen jazz. Vse mora imeti nek fusion not, nekaj res drugačnega, da spominja na neke vesoljce. Da je nekaj čarobno not. Da je nekaj bolj modernega, oziroma nekaj drugačnega. Ja, kot te, ki skozi preigrava eno te isti contemporary jazz. Je cool, ampak it is what it is in nič več. Ja, ni tistega, ti pa iščeš neko dodatno stvar, da se stvar lahko razvije mogoče. Ali pa da je neki... A je tako res, glede na to, da toliko poznaš stvari, da je v bistvu najboljša muzika, se jo najde težko, ne? To je relativno, res. Ja. Jaz ene stvari še zemom najdem na Radio Študent, v avtu, kjer komod, pa še zemam. Evo, pa sem čist na izi najdem. Ene stvari imam pa maske na sebi, rokavice, v eni kleti z podganami in poscani, ne vem kaj, ven jemljem vinilke. In plesen, in pol pucaš, in ene stvari pa težko priješ do njih. Javi nas tem, ene plošče pa iščem, ka vem, da obstajajo, pa jih še nisem najdel. Tako da enem najbrž tudi nikoli ne bom. Se pravi, že si skoraj malo zbiratelj že tako, ne? Ja, in hitro padeš kot zbiratelj not in tega sem se ful branil. Nisem nikoli hotel biti en, ki zbira znamke, ampak še zmeraj mi je bilo tako, človek, zakaj ti to zbira? A ja, delaš muziko, groove in iščeš groove spet, ne pa kaj je vreden na marketu kot znamka. In ful sem se otepil tega, da keep it musical, ne to vse, kar počneš zaradi muzike, ne zato, da kolektaš. Collecting mi je tako malo. Zato v bistvu, tisti, ki ne veste še, Sunny Sun je en diamant od podjetnik, ne vem, kako bi te opisal, res človek na mestu in trenutno, glede na razmere te korone, si mogoče tudi prisiljen imeti trgovine zaprte, Planto in Big Nose, ne? Se bo pa vrnila vsako posebej, ampak kako se soočaš ti za to situacijo? V bistvu tako kot vsi, tako kot so zakoni, tako se jaz soočam, dosti težko, ker se menjajo zelo hiter, informacij ne najdeš kar tako. Jaz najboljš mi je, da pokličem frenda, ki skozi to spremlja. Tudi, ki googlam, veš, ok, kaj je zdaj. Ki skozi drugače, vsake 2 minuti se nekaj novo. Ja, in zelo težko, tako kot vsem, tako da upam, da bo to šlo čim prej mimo. Zdaj imamo štacune odprte, priješ in imaš bolj prevzem, tako da več ali manj so web shopi, pa prevzemi. Ni pa tako reči. Zdaj imam 2 trgovini, ne sam, imam ekipo valjda in vse živo odzad s folkom, ampak zelo sta drugačne trgovini tudi. Ja, to je zanimivo. Glede pač Planta, v Planti v bistvu vi prodajate sredstva za gojenje rastlin. Ja, tako je. Ja. Kako si prišel na to idejo? Zakaj? Zaradi konoplje, stari. Straight up. Zato, ker jaz sem spoznal, ko sem začel z mojo punco, mojo sedanjo ženo, to je bilo 14 let nazaj, je ona delala v Hanabi shopu, vse od hempa. In takrat sem jaz se v ful stvari naučil, da to ni sam roža, katero sam kadiš, ali pa da je droga, ali pa ne, tako kot sem prej mislil, ampak da dobiš veliko več od tega, kozmetiko, obleke, tekstil, se pravi, pač vse, kar je izolacijo za hiše. Vrvi, tak, pač v neskončnost bi lahko šel, plastiko, da je Ford naredil avto iz plastike, da imaš na konoplju tankaš avto in se že fural avto, čez celo Evropo na gorivo od konoplje. In tako sem tudi prek te ekstravaganže parkrat šel na sejem delati na Dunaj, tam je v bistvu cannabis sejem, oziroma hemp cannabis sejem in tam si imel pol celo industrijo. Tako, ko greš na pohištveni sejem in pol imaš tiste te in tam fol hod, ki ima mehna podjetja in trgovine in tam se vidijo distributerje, vidijo vso robo in pa sem jaz tam videl cel drug svet. Tako, ampak jaz sem zvedno ustrajal v svoji muziki, ni mi bil to point. Tako da šele, ko sva zanosila,
ampak ker sem jaz dobil eno poškodbo noge, v bistvu sem videl, koliko nisem varen, ne? Ker moram plačati najemnino stanovanja, če si poškodujem, kaj sem konc. Nimam ne bolniške, nimam varnosti in ok, če si freelancer, sem zdaj boš dobil sina. Tako da, Dodaten pogon. Tle sem bil, ok, zdaj rabim neko varnost, rabim neko podjetje, moram začeti nek real shit, nekaj, kar zdela res tle narediš, ne neko sanjanje. Ja. In tako sem začel počasi. Tle še pač full zgodb zdrave. Ja, se verjamem, se sam poslušam, ja. Definitivno si to konopla, ne. Pa v bistvu tega si pa še kar prišel na Big Nose. Jaz se spomnim, ko sem bil pri tebi odzad, ko še nismo trgovine, če se spomniš, takrat, ko sem za Geta delala, ti sajajaj. To je tudi dosti hitro nastal, ne. Ja, pa Big Nose je v bistvu ideja že bila v bistvu istočasno kot Planta. Jaz bom celo v poslovnem načrtu napisan, da se bo razvila Planta v Big Nose, ker sem pozabil, pa ker sem bral poslovni načrt za nazaj, sem bil... To je to, ja. Vedel sem vez, kaj. To je ta vizualizacija. Zgleda, Law of Attraction. In Big Nose je bil sprve label. V bistvu je bil nek label, nek channel, neka platforma, nek crew. V bistvu jim pač, jaz, ko sem bil mlajši, sem bil na Big Nose. Tako da meni je bilo to zmer the best, ker tudi, ne vem, Redman je skozi repo Big Nose, vsi, ki imajo velik nos, zmer je bilo tako. Tako nekako to. In pol je začel label in odprl sem YouTube kanal, naredil sem par komadov, izdal sem gor, Icing Root in Clemen, njih dva sem združil, naredil tak komad. Naredil sem Geta in pa sem videl, gremo reči eno kompilacijo, ker sem imel ful enih komadov, kateri se niso realizirali zaradi raznih razlogov in sem bil vse fante, sem klical, če so za, itak in sem fuknul vse na en CD. Se pravi, ti si pripravljal promocijo, ne? Reperska posla sem pol izdal, ne. To je v bistvu moj producentski album, ker so vse moje produkcije z raznimi gosti, MC od tle do Srbije. Tako da, in tako, v bistvu mi je to sam bil label channel to, ne. Pa sem pa videl, da bi jaz rad imel v bistvu neko trgovino, kjer bi v bistvu imel in culture, in trgovino, in vse to skup, da bi združil i Planto, i Sunny Sana, i Big Nose, i vse v enom, ne. In pa je v bistvu, ker to je Big Nose Entertainment prej bil, ne? Zdaj pa Big Nose Store, ne? Shop je podoben logo, ampak odspod piše shop. Tako da so v bistvu šli trije moji vizije v eno. Ker Big Nose je pa videl sem, da se staramo burez in da ne moram jaz rolati v Gali Hali do konc life ali pa v štirki in je the best, sam enkrat vidiš, da si star, ne vem, že 35, 40, pa tam so 18 letnih, vse je the best. Sam nimaš več toliko energije zagona, ne. Saj ne, če si že toliko dolčes, kot jaz. Najbrž, če bi zdaj začel, bi me mogoče še... Ja, tudi pri teh letih verjetno. Ja, jaz ne pravim, da je narobe, ti si lahko 60 in rolo štirki, svaka čas bo, ne, jaz sem imel zdaj že neki kilometraže, ene 10 let sem pa haru zdaj, ne. Se težko bi tudi, veš, zdaj bom rekel, 18-letniki so dosti mlajši od nas, a veš, in je tudi težko njih, pa razumej, scena se je toliko spremenila v Sloveniji, jaz se spomnim čas, ko smo hodili klepo Loblan, pa to, drugačen folk je, no. V svetu se je spremenil. Sploh pa hip-hop, no. Svet se je spremenil z računalnikom, vsi so ratali, zdaj geek era, v najni eri je bilo moderno biti gangsta, stari. Unka je bil gangsta, on je imel avto, vse bejbe so hodile biti z njim in unika niso to, so se pogovarjali o njemu. He was the MC, on je bil the one. In njanga so se furali, Run DMC, vsi te modeli v New Yorku, na te karakterje, na bulje, stari. In so imeli une vezavke, kaj je prišel ven iz zapora. A veš, to je bil nekak street image, zato ker nam je bilo dolg čas, burz. Ti si bil na šolskem igrišču celo poletje z 200 otrok, stari, še po vojni, izbjeglice iz posod, a veš, in dolg čas, burz. Pa kaj je prišel burz, ne, ti Call of Duty, pol vidiš pač ta svet, ki ga imaš zdaj, ne pravim, da je narobe, sem drugače, burz, zato ker foku niješ dolg čas, toliko se entertaina,
Da sploh ne pride od tega, da tam malo naredi pizdarja. Zato, ker dela pizdarje v Call of Duty, tam je postrelil model 5 milijard tavžent volka. Ja, pa že zmatranje. In dolg čas je kao, zdaj jaz tam brcu, če tam la furam tank doma, brate, špegli, 3D, brate, ko da si v tem, stari, a ne? In la delaš večje pizdarje, kakor tam, a ne? Se dela pizdarje, sem drugje, a ne? Ja, kako pa ti pripravljaš svojega sina na to? Vem, da je ful aktiven, vem, da že pleše, ki je bil star, 4 leta že repal, sem videl posnetek, itak, dešet. Je še mlajši, tam stari 2 leti. Še mlajši 2 leti, repal je že v trebuhu drgače, ne, tiska ne. Je, Kalel stari in Tiva, hčerko imam tudi Tivo, Kalel je 7, Tiva je 4 leta stara. Ja, jaz bom še naprej naraven, tako kot sem, veš, ne bom se prilagajal nekim, kaj bi jaz mogel biti za nekoga, ali pa, a veš, kaj ne bi bil role model sveta. Jaz pač furam, kar jaz čutim, da jaz sem, nič več in nič manj, a ne. In zraven probam pač biti ovidevan fotor, a ne. Tako da, dosti hitro mi je, kad dobiš stroka in si hip-hopper, ti je ono, a zdaj bi mogel nehati ti strejaveš, ne? Ker kao ne, stari. Ja, kao reper ne more imeti kao družine. Kao ista vprašanja je folk imel po srednji šoli. Ista vprašanja je imel folk po faksu. Ista vprašanja je imel folk po, ko je dobil otroka. Ali pa se je poročil. A veš, jaz nikoli nisem nehal Boris, in sem se vprašal Boris, tako kot vsi, sam jaz nisem nehal, ker sem čutil, Boris, ti brez tega nisi nič stari. To je tvoja ideja. Ti to moraš, kaj naj jaz drugi, razumeš, to mi je vse. In s tem vem, da lahko naredim vse une jobe zraven, nekako, ne vem, ful je višja stvar. Hip-hop, kot se je spol zavejamo, se mi zdi. Ja, pa vsaki stvari ti pomaga, veš. Na koncu, ko skozi pogledaš za nazaj, zaradi tega sem tak, ne, zaradi hip-hopa sem tak, ne. Jaz tudi verjetno podcasta ne bi delal, če ne bi imel hip-hopa, ne. S komu sem pogovarjal na začetku? S komu sem pogovarjal, z reperji sem pogovarjal. A zastopaš pač, mislim pa tudi tako, ne. In videoprodukcija, koga snemal. In na koncu je to vse pripeljalo do ene scene, da smo lahko hratali tudi mi mainstream. Tako da to sta malim, vržemo vinilko gor, breakdancamo, a veš, dosti hiter je, on trenira breakdance, capoeira trenira, repamo, jaz koz rimam doma, beatboxamo, vse delamo, kaj je hip-hop, rišemo grafite in to. In v bistvu tomu sam govorim, tomu hočem povedati, da naj je to, kar je, da ne rabi to biti zaradi mene. Naj on dela whatever, naj jim reče, kaj mu sede, kaj ne. Ja, ampak pač živi v takem okolju, to je to. Ja, jaz mislim, da to je največ, kar tam male moramo naučiti, da so to, kar so, veš, kar hitro jih naučimo, sam kaj more. In pol on niga več, Boris. In pol so to duhovi, stari, to sam hoda, kle, a ni kle. Sploh ti ljudje, ki recimo ful študirajo, pa nimam nič ni narobe, jaz pač nisem šel študirati, pa ne pravim zdaj, da naj vsak gre v šolo vse, ampak ta folk, ki mi je skozi neki po regalcih life, ki so ga skozi umejevali, ki ni bil svoboden. Ja, ni bil svoboden. Tvoj rata najbolj zaprt in veš, lih temu to govoriš, ne? Ja, jaz jih kličem duhovi in žal se mi zdi, da jih je večina. Zaradi teh sistemov in vsega, da te prevzame vse, kaj bi ti mogel biti. Kakšen moraš biti, ne? Ja, to ti prvi starš naredi. Hočeš, nočeš, v eno smer te da, v en predalček te da in moraš to, ne? On ti pa govori, moraš po kaj je on doživel in kaj so živeli v unih časih. In tako. Ja, včasih je bilo še kar, mislim, da bolj simpel. Čeprav oni bo rekel, da ni bilo, ampak je bilo. Meni je bilo pa te vedno dobro, ker si bil v bistvu tako pač na eno sceno, kaj jaz ful stvari izdelal, ful stvari še vedno delaš. Zelo pa pogrešam tvoje reperske podvige. Definitivno beatbox je bil nek viral, tvoj spot, bomo rekli, je bil, ne? Je še vedno, no? Še vedno se pogledajo, budim se vjutro. Ja, in kdaj bo kaj novega slišati od tebe iz tega? Ne vem, stari, ne vem. Bo kaj organsko, ne? Čakaš? Jaz kar repam, jaz kar vržem freestyle. Nekako sem dojel, da obstaja tehnična stvar
stvar, pa spiritualna stvar pri tem, kar delam. In v bistvu sem se zalupil v tehničnosti besed in rim in kaj ti sploh hočeš povedati. Toliko se zalupaš not, da si tako kot oni prej duhovi, ki smo se pogovarjali. Hitro rataš ta duh in pol delaš moram. In od tega sem se hotel distancirati in videti v tem življenju še neko drugo perspektivo hrepu, ne sam ta moram pa ta scena. Tako da v bistvu rad bi, da naredim, če že posnamem kaj, da je bolj naravno, da je bolj freestyle, to. Ka mene, ka prime, jaz vržem tako v cel komand, freestyle, tako, vse štima, 2.16, refren, pač komand štima. In pol rečem, ok, da grem to zdaj zapisati. He's gone, man. Konce, ja. To tudi pri meni tako podobno. Zdaj, ka pa grem pisati, sem pa spet v tehničnosti, ka pa sem se naveličil, star. Jaz sem to gulil 15 let, star. Zato, ka pišeš, ne zveni več spontano. Zato, ka jaz tudi recimo, so reperi, tako ka si ti, ali pa pač bomo rekli, tudi Lil Wayne po moje tako delal, Biggie po moje tudi, dejansko naredil freestyle in po iz tega naredil komatane. Ja, zato, ker je takrat res njegovo čustvo klenot in kot da bi v bistvu govoril in repil v rimah in si direkt ti zdaj kle. Ja, prisoten si. Takoj, ko si tam delaš produkt in zato ena stran hip-hopa se je 78 borila glih zato v Bronxu, da se hip-hop ne sme rekordati. Hip-hop je ulična muzika in prvi, ki je to prekršil, so Sugar Hill Gang, ki so kao pokradali njim verze, ki so hodili na njihove koncerte in so v bistvu ena beba jih je izdala iz tega labela in tako naprej. In takrat je prišel Sugar Hill Gang. Spet ne pravim, da je to pravo narobe, ampak takrat je bil en kodeks, da je to on the street. In če si posnel komad, bi te folk linčil, a veš. In oni so znoreli, ko so videli Sugar Hill Gang s tem komad. To so znoreli. Bronx je znoro, stari. Te pioniri. Folk je pa znoro, in jaz to ampak če ne posneli, pa je verjetno tudi mi danes ne tega delala. Tako da na koncu so zmagala, kogarkoli obrneš. Ja, ampak večina je šla v to tehnično pol stran, cela industrija in to. Eni pa to delajo še zmer honestly in res hudo. Eni imajo srečo, da so na tur in so v industriji in vse pedenajo za njega, sam da je na tur. Ful imaš različnih položajev in vidikov v temu. Tako da meni je bilo bolj ta iskrenost, da je bolj, ne pa produkt. In zdaj po moje... Kaj začutaš, ne? In ful mi je zmanjkoval časa, kakor si rekel, jaz sem imel otroke, špile, vsak teden špile, 2 firme, ti straight to, producirati komade, skreče snemati folku, pač to se ne konča. Tako da enostavno nisem tudi več to kot prioriteto. Ja, itak. Pa si tudi v Sloveniji, itak si naredil tak ime, ne vem, kaj lahko več bi dosegel, mogoče zdaj, če bi gledal iz tega vidika tehničnega, ne? Jaz nisem gledal to v Sloveniji, jaz sem gledal full hitter takoj od tle do Makedonije. To je bilo meni v štartu hip-hopa, je bilo meni od tle do Makedonije. In jaz sem tudi šel, vmes, ko sem imel zmešal, ko sem bil 25 od partijo. Sem se zaprl v sobo in sem bil en mesec sam in potem sem se jačal hip-hop, spet, čing. In sem šel v Makedonijo, v Skopje en mesec in sem tam študiral hip-hop, šel sem do DJ Goceta, do ekipe in tam sem izvital sobo in sem tam študiral hip-hop. Kako zgleda študirati hip-hop? Tako da se odločiš študirati hip-hop iz 360 stopinj, ne samo iz enega vidika, tako kot v šoli. Kada bi si rekel, kako je v šoli? Imaš ta predmet, in jaz sem si tako zadal. Imam flow, imam lirike, pišem, freestylam, učim se delati bite, vem o grafitih, ker vem o umetnost, vem, jaz sem si zadal vse to, buraz. In sem imel vad beat juggle, vad scratch, vad rap, vad uno, vad to, vad show. Nice. In pol sem pa izdal ta beatbox in vse to, takoj potem, ko sem šel čez to šolo, ko sem se odločil, da imam jaz to delo. Ker predtem si sam hodil okoli repo, nisi zdaj ti razmišljal,
kao zdaj s tem. Takrat sem se pa prav odločil, jaz bom to zdaj olin. To, da pokažem, da dam to musko. Meni ni bilo nikoli toliko, da bi dobil fame od everyday people, ker sem vedel, da je ta moja scena hip-hop, kjer jo jaz čutim, full majhna. In nikoli nisem ni hotel, da sem znan pri ljudeh, ker niso toliko v tej sceni. Zato, ker bi mogel se živo razlagati in ne bi ni začutilo oni tega. Tako se mi je zdelo nekako. Spolnih subculture scena, ki smo jim živeli. Tako da v bistvu to... V katerih državah si kaj bil z hip-hopom, tako si rekel, kot DJ, pa to omenil si Evropo? Pa ja, moč vedeti, kamorko so mene klicali, to so mejne rupe stari. Ne? Ja, ampak, kot sem že povedal, prava muzika iz rup izhaja, ponavad. Veš, jazz je prišel iz Temuno, je prišlo iz Temuno, vse je prišlo iz neke lukne v nek mainstream in poje, in posod imaš v Evropi neke gale hale ali pa K4 ali pa train statione ali pa bazene, kjer se dela razne stvari. In po takih plači sem haril. Tako da, spoznal sem Figu, jaz sem tudi organizator bil dogodkov, se pravi rap artiste, DJ in tako naprej. Tako da sem Figu Brazlevič iz Berlina, shoutout Figu Brazlevič in cela ekipa gor. On je pol Bosanc, pol Nemc, ki živi gor že cel life in ne zna bosanska in dela full hude bite. To v bistvu je Figu Brazlevič. In ja, takrat govorim za njega, ker tudi takrat se mi je začel malo spreminjati vse živo v glavi, ker sem videl, kako živijo v Berlinu rap artisti, ki so res hudi, v kjermu podnu živijo, a veš, tako ti misliš, da so vsi oni full puni, pa to, veš, ka pa v bistvu priješ v ene te flete, ker v teh velikih mestih je full teh fletov, kjer pridejo artisti in se dela in vsi vejo svoj shit, vsi so pridni in ko sem videl jaz, koliko so oni pridni, sem jaz videl, mi sam glumimo gljive, brate. To je prvo. Drugo, oni so vsi pridni, pukli so, se pravi, don't believe the scena, stari, don't believe the hype, buraz. Veš, tam sem dobil par šamarov, in tam sem začutil prvič, da bi lahko jaz bil agent, da bi jaz lahko bil producer, da bi jaz lahko folku usmeril v realno, kamo lahko gre v industrijo, a veš, in tako. V ta next layer, kar smo prej govorili. Kaj bi bi dal na svet nekomu, ki je 13 let star? To je vem, da je ful težko vprašanje, lahko da je dosti stereotipen, ampak vsem. Kaj je pomembno, da si dober MC? Je še malo vode, 50. Ja, da še malo vode. Pa več stvari je, veš. Eno je, da si ti dober MC, eno je da si ti dober MC in kaj boš zdaj ti s tem? Ali spohrabaš ti kaj zdaj s tem? A veš, bolj je to problem, ne? Da si dober MC je to, da si iskren, stari, kar se mene tiče, da si iskren in da greš iskreno not. To je meni čisto hudo, v karkoli delaš. Tudi če si rečeš, jaz sem zdaj Superman. A veš, če ti to čutiš, da ti buraš, ti si Superman. Ne govorim, da moraš biti dejansko to, kar si ti mami rekla, da moraš biti. Ampak da si iskren, sam to buraš. Pa ko si iskren in... To, Fifc, bravo! Ujel ga je. Zdaj pusko, se kaž dobro zgleda. Je tega prav narisana scena drugače. Prav vile je tega. A niso vile? Ne, dajmo res pobrisati, da se na miza napila vode, pa vsa reka, da je shit. Ja, rekel si Superman, bo to, kar si, pač to, kar čutaš. To, kar čutaš, to je prvo. Drugo, moraš biti prijem, moraš vadeti. Se pravi, moraš imeti še tehnično stran. Ni zdaj sam bo to, kar si. Ampak dobro je še malo pogledati stvari, kako se flowa, kako se freestyla, kako se vse razne tehnike, ki so že narejene. Ne vem, jaz sem tekel na grad ljubljanski pa repu zraven. Zato, ker sem se naučil kontrolirati dihanja, ker veš, koliko je to težko. Ti moraš teči in repati, sam to je stage. Ti veš, si bil na stageu, stari. Ti, ko si tam v hajpu, ti si lao v hajpu, en komad, po skoncu. Če nisi tekel na gradi repu. Če nismo vaje. In ko sem jaz gledal, ne Edo Majko, on teče cel koncert.
Zdaj je suh. Prej je bil fulver, ne vem, se meni zdi, če se spomnim. Ampak on je tekel cel koncert na mestu, je delal poskoke 1 uro in repo, stari. To je tehnika dihanja, a ne? In da delaš na sebi, na to, kot mojega brata si imel oddaji. To, da delaš, če delaš to, kar moj brat dela, zraven si pa 3-krat jači. Vse to vsaka malenkost, ne? Vse to moraš trenirati. Ampak enkrat, ko priješ do tega, da si zadovoljen s tem, kar imaš, in dobro je, da nisi hitro zadovoljen. Zato imaš sceno. Da se lahko primerjaš, stari, vse vsaj tako sem jaz, rastel nekako. Sem poslušal NASA in sem poslušal sebe, pizde, I don't know, man. Nisem tako dober, te whack je, stari. Dokaj nisem prišel na stopnjo, ko mi je bilo, če bi nas bil v Hrvaščini, tam sva, stari. Ne vem, tako, vsaj približen vse, sem bil dosti kritičen, ni mi bilo takoj všeč. Vse, kar sem naredil. Obstaja kakšna akademija za hip-hop? To obstaja? Obstaja, vse živo. Ne, pač prav tako, da bi bilo, veš, da moraš študirati hip-hop. Skaj pa ne? Mislim, da obstajajo neke visoke šole. Pa milijon imaš mladinskih centrov, ki imajo hip-hop program. Friend iz Malmoja prav je v enem takem centru in učite male, država ga plačuje, da uči hip-hop. By the way. Poslušaj. A prav hip-hop kot rap? Ja, pač vsi ga učijo jih vse spektre, on uči samo rap. On je en najjačih švedskih MC-ov. In Tojo, Dirty Yen, res so hudi. In on je Nigeric na švedskem in obvlada švedščino. In Švedi ga imajo radi, on je čist hudov. Pač res hud. Tako da ja, stari, to pa v bistvu bolj je problem, kad ti že zdaj nekaj znaš, kaj zdaj s tem, a si zadovoljen s tem, da delaš to zaradi sebe, ali zdaj hočeš s tem služiti denar, ali hočeš biti slaven, a veš, te stvari se morajo vprašati, zakaj so klej sploh, in kjerokoli stvar je pravilna, spet, nič ni prav in narobe, sam da veš ti, zakaj si klej in kaj moraš narediti, daš dubu to. V kjerokoli smer ti hočeš. Ja, ampak res je, in časi se vedno spreminjajo in danes ful je kontenta, pa se mi zdi, da je tudi ful novih reperjev sploh na slovenski sceni, jaz sploh ne sledim več, kdaj tako se veš ta, ne vem, in ful ne spremljam več to, kolikor bi mogoče, pa ne mogel. Ampak meni tudi recimo slovenski hip-hop, kolikor ima veliko prijateljev iz tle, iz te scene, me nekako sprot nehal zanimati. Nekako, ali ni neki neč novega, ali kaj je se mi? Ja, a veš, ali pa smo mi od toliko odrastali, da smo prišli na eno to flat feeling. Ne, ker me še zmer hip-hop tuj zažge. Ja. Če sem iskren, jaz ne poslušam toliko slovenski hip-hop. Sploh, ker sem DJ digger, bro, jaz imam polhan vinilk, stari. Jaz poslušam res sam jazz, funk, rock, reggae, dub. To igra pri meni. Zakaj so vinilke spet nazaj? Pri meni je hip-hop slovenski v hiši, ker jaz dajem to tamalim. In oni to vengajo in so čisti vse. Ja, valjda, pa tekste razumejo. Ja. Zakaj misliš, da so vinilke prišle nazaj? V mainstream nekako, zdaj ker vsi imajo gramofone. Pa nekako v vinilke dejansko nikoli niso niti šle, ker je zmer bilo ful veliko ljudi, ki izbira, kar se mene tiče. Je pa prišel en tak hype, da je to comeback. In tudi je, zvišal se neka prodaja in vsega. Zaradi cele avanture, zaradi respekta do stvari, ker če imaš ti 5 milijard terabajtov muske na kompu, ko si jo kupil, imaš, ne veš, a veš, tam imaš neke fajle, a veš, nima neke težine, kakor Klara, ko vidim, da imaš. Ker vzam, Vzam Boga v roke. Kakor Klara, vidiš, in ti imaš doma in imaš nek real moment, sam s sabo in z muziko, ker primeš jo, daš jo gor, poslušaš, a veš, moraš obrniti ploščo, nekako si res ti z njo kle. To je po moje čist psihološka fora,
In ta avantura, da je kamorkoli greš potovati, in najdeš eno brazilsko, veš, pa. In imam vsako ploščo, ko doma potegnem, ti povem zgodbo, od kje je ta vinilka. Mojo zgodbo. Za te folderčke pa imam za ene zgodbe tudi, ampak jih je, pač enostavno je preveč tega in se zgubi. To je tako kot časopis, pa internet informacija. Eni imajo še zmeraj radi časopis, da ga prime v roke, da je minimaliziran. Hočem brati sam tega, sam njegovega najljubšega in imeti ga v roki in čutiti papir, von unga tiska. Vse skup je nek... Cigara, košček kave. 24 ur, a veš, vsak dan iti pogledati. Avantura, lepo se to povejo, res lepo povejo, ško se lepo povejo. Ja, ni toliko zvok, veš, folk misli, da prvo zvok. Zvok je zelo relativna stvar, veš. Milijon vinilk je ful slab zvok, ker je slabo bil mastering, neke, rečemo, jugo vinilke večinoma se ful slabo slišijo, če jih primerjaš z japonskimi vinilkami, ki je pa najboljš. Aha, Japonci so norci, kako v tem? Japonci so vsem norci. Ti, če boš izmislil, ne vem, to kapo, on bo naredil isto in boljšo. To je Japon. Vse, kar si izmislimo, oni masterizirajo in so mojstri v tem. In mi pozabimo na ta culture, oni pa ne in ga vzdržujejo. Oni so smart, stari Japan. Japanezi, kralji. Kako pravilno vinilko shranjuješ? Ker jaz vem, da jo imam tamle gor, po mojem ni najbolj tako, ki jo imam. Ne, v redu je. Dobro je, da je pokončno. Pokončno? Veš, da ni tako, da se ne zvija, da ni toplote, da ni, kar se razvije. To kavina, ne? Ja, moš paziti, ne vem, če mi smo DJ-ali, ki je na mivki, pa če ti mivka pri enoti je adijo. Kapalo, veš, ti da ven vzameš oni mikropeški. Jaz sem lazil s temi, jaz še zmer DJ-am na gramofonske plošče. Razen, če sem na repu, zaradi tega, ker ponovadi repajo in pol mi dajo matrice. Vse to smo ti dejali, v miru sem takrat. Tle imaš na MP3, ta četrt. V miru si mi prinese 20 ključkov, komadov, ki niso oštevičali. To je še mladi reperi. Ko prijete do DJ-ja, ko boste nastopali in date ključek, nejte poštevilčene komade lepo, 1, 2, 3, ne, da se pa vse v eni mapci, ne, da se ti tam pred 2000 tvojih fanov mi zbiramo playlisto. Res je. Pa prid 15 minut, pa vsaj 1 uro prej prid do DJ-ja. To je tudi pomembna informacija. Prej prid do njega, pa prinesmo pir, potem tega porami, pa mu reči, da prosim to zdaj urediva, da bo to naredeno. Ja, star, jaz sem imel tako koncert, kakšen tako malo moji večji, ki so meni pomenili, ker sem vedel, da pridejo vsi moji uni, a veš, takrat se potrudiš, right? Ker si ti tudi organizator, ki veš, da ben drug ne bo, a ne? In jaz sem dal lučkarju ganđo, lučkarju ganđo, pa spisek, kjer komad, kakšna luč mora biti. In to je tvoja noč, takrat mora biti vsi good, bro, in mora stvar delovati. Ti se moraš prepričati za to, ne pa da priješ pa jokaš, to ni prav, to ni, model. Ja, odgovoren moraš biti. You ain't pay for it, man. Se res tako, Moraš se prepričati, da bo res šlo tako, kot si ti zamislil. Zanj sem gledal čisto hudo Janet Jackson in Busta Rhymes, ki se govorita, kako sta šla snemati. Busta Rhymes govori, in da on je vse naredil, on je zabol zraven še 50,000, samo zato, da je naredil stvari, da nič ne gre narobe, prav, da ta majk ne pade, on je vse plačal že en teden naprej, sam da nič, in poje še snemal v sosednji sobi, ne v sobi, kaj je on. Ker on ni hotel zjebati ta projekt za nobeno ceno, model. On je tak mindset beta, ne? Ampak zato je zmagovalc, stari, on se je pripričal, da bo to šlo. Lahko bi šlo milijon stvari teh narobe, zato je on vedel že vnaprej,
poskrbel za vse to. Ne? Je res, da ima on tudi finance pa vse, ampak lahko tudi ti sam presep. Lej, jaz imam 5 koganče za lučkarja, ne? Pa Ja, ja. naredil to, ker je kle 200 ljudi v klubu, on pa rab pač eno milko nekam dati, ne? Kaj je tam milijon ljudi, isti ti je klinač, samo v skelu je. Ja, vse to je ta mindset, ne, ta pozornost. Ne. A veš, da mi povej za na konc, ko Filip maha, dobar fis, ne rabaš zdaj kle, a ugasnemo zdaj. V glavnem za na konc mi povej, kjer je bil tvoj najbolj tako v spominu nek koncert kot DJ, kje si bil, s komu si bil, kaj ti najbolj tako, pa se ne rabaš zdaj mi povej, da ti bolj všeč bil, ampak nasploh, da imamo naše poslušalce popel v ta zaodarje enega res hudega evropskega DJ-ja v hip-hopu. Misliš tako, kakšen hud event? Ja, nasploh, kakšen dogodek, kakšen zgodbico, ko se jo spomniš tako. Toliko je teh zgodb, stari moj, toliko je teh eventov. Se vem, pol težko zdaj potegneš ven. Tako bom povedal, čisto o eventih. DJ-ju sem že pred 3000 ljudi, a ne, DJ-ju sem že pred 50 ljudi. In jaz moram reči, da kot artist in DJ mi je boljš pred 50 ljudi DJ-jata. Zato, ker si ti in 3000 ljudi, to sta 2 osebe, ti in 3000 ljudi. Kaj sem pa jaz, pa vas 20, sem pa jaz, ti, on, jaz vas vidim, jaz pa 50 ljudi, za res 50 ljudi, lahko jih naštejem, ker tam ni ne vidiš ti dol, tam vidiš samo ena oseba, množica. Ne? In jaz imam rad to iskrenost in povezanost med ljudmi, da se jaz pa ti povežemo, kad DJ, pa in jaz zarolam neki za unga, neki kao ni slišal, ni slišal, a vem, da ga bo razbil. A veš, in to je ta zgodba, ki je cozy, zato imam rad 100 ljudi, 200, 300, tako do max 500 ljudi klube. To mi je full čarolija, in tako privat bolj. Privat. Ja, privat žurke, to mi je to. Privat korona žurke, zdaj imamo šla 6, ne? 5. Zdaj v bistvu 5, pa ja. Zdaj lahko delaš, ne? Ja. Ja, Sani, jaz sem zelo počaščen, ko se temu reče, da smo to speljala skupaj. Definitivno jaz ne dvomam, da nava še klej na stolu kdaj zdel, pa še kaj, da bo še kaj povedala. Hvala, ker si prišel v Kranj. Jaz ti želim, da se ta korona čim prej nekako neutralizira, pa da vse tvoje štacune odprejo vrata za res. Pa ne vem, najti kakšno dobro plato. No? Jaz bom pa definitivno zdaj tako napalil na to res prodal zdaj. Res mi prodal zdaj to zgodbo, da po mojem psijestvi krat nabavil malo še gramofonček, pa malo prišel do tebe v Big Nose. A ne? Res. Ja, to je za dušo, veš. To je za dušo. To je jaz sebe vidim, ko vidim te vinilke in ko bom star 70, da bom to ploščo dolgo ali rekel, a veš, in se spomnil časov in... Ker podcast je na vinilki. Podcast na vinilki. Zakaj pa ne? Neč, Sani, hvala, ker si prišel. Deva na zdrav, z kavico in to je to. In se vidimo kratka, ne? Budim se ujutro, joint sam ja smoto, upaljačo džadža, poljećem u kozmos. Kažu da sam loko, jel duvam ja tolko, svako tolko sroko, Maroko. Ak ti treba, brate, samo reci koliko. Javim ja frendu, vozi to sa Fordom. Naduvam se, onda letim skateboardom. Živimo tako, ne razbijam se sa kokom. Bom mi ne treba, niti nisam lopov. Snimio 100 stvari i još nisam gotov. Nemoj da si govno, kopiraš ovo slovo. Kažeš da si MC, brate, niti skoro. Produkcije nigdje, barem ništa novo. A i kad uleti, on želi samo lovu. Kojim je bekevu, imam ideju bolju. Murat Buraz, beatbox za rap, ima volju. Hej, nemaš para, repat se uvijek da. Samo probaj, ne ispasti papiga. Ne trebaš bit, da bi bio original. Solo vokal, nauči beatbox sad. Nemaš para, repat se uvijek da. Samo probaj, ne ispasti papiga. Ne trebaš bit, da bi bio original. Sani vokal.